Prisrčno dobrodošli na današnji novinarski konferenci, kjer bomo izvedeli vse, kar moramo vedeti o novih trendih na slovenskem, oziroma predvsem ljubljanskem nepremičninskem trgu. Ali je primeren čas za prodajo ali nakup? Kaj naj bi prinesla porast prodaje stanovanj in ali se nakup res bolj splača kot najem? O vsem temu bomo danes se pogovarjali, oziroma nam bo več o tem povedal gospod Predrag Todić, poslovni menedžer Ljubljane nepremičnine. Gospod Todić, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljam tudi v mojem imenu. Slovenski nepremičninski trg je bil nekaj časa, kot ste rekli sami, v nekakšnem vakuumu. V polovici tega leta pa se nam obeta kar nekaj sprememb. Mogoče bi začela trendi. Tako je, da sedaj smo gotovili, pa pravzaprav smo opazili, da se dobro rabljena nepremičnine zelo hitro in uspešno prodajo. V zadnjem letu pričakujemo novogradnje, tako da pač v drugem polovici letošnjega leta pričakujemo večje število ponudb novogradnje. Kaj v bistvu, kateri trendi, kaj se kupuje ta trenutek, so večinoma stanovanje odvisno od lokacije. Če so to lokacije v centru Ljubljane, pa tudi v okolici se kupujejo nepremičnine kot naložbo, to so nepremičnine za oddajo, 40 do 50 pa 60 kvadratnih metrov, tudi večje, ne. Tudi kupuje se za normalno zaživeti, dok naprimer za nepremičnine izven centra Ljubljane in tudi druge okolice v Ljubljani se pa kupujejo nepremičnine za normalno, za kot družine, ne kot naložbo. Pravi, je večje povpraševanje po stanovanjih ali po hišah? Ta trenutek imamo večje povpraševanje po stanovanjih, ker to je normalno, ker to je pač mesto, imamo tudi povpraševanje za hišami, ne. Hiše so velikosti približno 140 do 180 kvadratnih metrov, to so hiše, kateri so pač manjše, niso več v navadi, tako včasih, ki so bile samostojne hiše z velikimi parcelami. To je iz dveh razlogov, prvič je to finančna konstrukcija do zrazja, druga je pa tudi glede tega, da glede vzdrževanja, ne. Tudi potreb po takih hišah ni več, enostavno kupujejo so te hiše, kateri so enostavno za porabo, pomeni zaklene se, gre se na dopust, pride se nazaj, ni velik vrt, enostavno hitro se vzdržuje hiše enostavno in tudi finančno dosti bolj ugodno. Kako pa je s cenami? Včasih smo bili navajeni, da se je dalo še malo parantati, po domače rečeno, odbih stočne cene. Kako pa je danes s cene? Ja, cene so zdaj drugače, ko gledate recimo leta 2007 ali pa 2015, če pogledamo. 2015 je bila navada, kadar je bila cena postavljena, da je bilo 5 do 10 ali pa 15% nižja cena od izhodiščne cene, ne. Ta trenutek se pa dogaja nekaj drugega, da pač v bistvu tudi dogaja se, tudi večinoma se dogaja, da tudi cena, katera je izhodiščna cena, da je višja cena od tiste cene, kateri so pač izhodiščne cene. Mi smo imeli primere, kateri smo cene podali po višji ceni, kot so bilo sploh izhodiščna cena. Če pogledamo na tem leto 2007 pa 2018, ne, novogradnje. Pri novogradnjah leta 2007 smo podali po tisti ceni, kateri je bila pravzaprav prodajna cena, ne. Ta trenutek se prodaja po izhodiščne cene, kar pomeni, če je več kupcev z isto nepremičnino na istega investitorja, se doseže tudi višja cena od izhodiščne cene. Ta trend je začel za Citolo je bil že prvi, potem je Celovški dvori in tudi ta nova nepremičnina, nova gradnja, ki se ta trenutek prodaja določene nepremičnine tudi po višji ceni, katera je izhodiščna cena. To mi ni več cena, katera se prodaja, ampak izhodiščna cena. O kakšnih cenah pa v resnici govorimo? Cene so, naprimer, pri stanovi novogradnje, naprimer, ki pa ta trenutek prodaja, se cena stanovanja giblje med 4 do 6 tisoč, slabi 4 tisoč kvadratnih metrov do 6 tisoč kvadratnih metrov. S tem, da sledijo še določene novogradnje, kateri so še na boljših lokacijah, pričakujemo podobne cene ali mogoče še višje cene. Najlepša hvala za izčrpno predstavitev trendov. Zdaj pa mogoče se dotaknemo še malo prodaje in pa najema. Česa je trenutno med povpraševanje več in kakšne so prednosti enega in drugega? Kar se tiče trend enega in drugega, se je pač povečal, ne. Tako kot naprimer najema je več najema, tako je tudi več prodaje, ampak razlogov je več. Naprimer, en razlog tega, ker je pač v bistvu, ker tudi ima več turistov, pomeni naložbe več, ne. Po drugi strani je pa tudi bistveno pomena, zakaj ljudje več najemajo, tudi ker prodajajo nepremičnine. Zadnje čase opažamo to, da pač v bistvu lastniki nepremičnin, rabljenih nepremičnin prodajajo svoje nepremičnine, grejo najem, pa čakajo leto ali pa 2 leti, dokler se nova nepremičnina ne zgradi in med tem času so najemu. To je pač v bistvu tudi en trend najemnikov, ki pač kasneje pričakujem, da bo pač upadel čez 2-3 leta, ne. Hkrati pa tudi nekatere stranke se zavedajo tega, da pač v bistvu raje v najeme
našemu se izide lažje. Po drugi strani pa tudi glede nakupa je pač ljudje raj kupom, še zmer po Sloveniji raj kupom nepremičnino, kot da smo pač v najemu, zato ker pa njegova nepremičnina je to ena naložba, varno se počuti in na ta način v bistvu raje vlagajo. Komu pa bi recimo svetovali, da raje najame kupi? Glejte, to so pa, ja, to je še en trend, ker pač ljudje, na primer, dokler si ne najdejo to določeno nepremičnino, pa niso prepričani, ali pa tudi, na primer, če veliko potujejo, ne, ki ta trenutek raje najamejo nepremičnino, kot pa če bistvo si kupijo nepremičnino. Super, najlepša hvala, gospod Ferrer Retorič, in gleda nepremičnine. Zdaj mislim, da je čas za kakšno vaše vprašanje, spravi, če se vas zanima, kaj nismo podali v tega predstavitvi, prosim, da se na dan. Vprašanje. Stanovanjski krediti, kako so banke, so fleksibilne, so ti krediti dostopni, niso dostopni? Še vedno enako, pomeni, da krediti so zelo dostopni, ni nobenih sprememb, pričakujejo pa spremembe v kratkem pomeni v 2-3 mesecih, so pa tudi najbolj spremembe na tem področju. Zaenkrat ni nobenih sprememb. Kako so pa naše nepremičnine zanimive za tujce? Kar se tiče naših nepremičnin za tujce, koliko prej, v bistvu niso kaj preveč zanimive, ne? Ni veliko tujcev, prihajajo tujci, kateri so starejši, prihajajo normalno za živeti, bolj nekaj nepremičnina pa v bistvu kot Slovenija, ki je zanimiva, da pač izkostnica in za standard, za kvaliteto življenja. Iz tega izhajajo, potem še kupujo nepremičnino. Večinoma so pa to v bistvu nekako, ali je nekdo iz Slovenije, ali ima veliko izkušnja s Slovenijo, poslovno ali pa privatno. Če sem vas prav razumel, da pričakujete neke spremembe v nepremičninskih kreditih čez 2-3 mesece. Ja. Veste kako, nekaj? Ja, večja obrestna mera, to je normalno. Drugače pa glede pridobivanja pa odobritve pa ne. Pa s cenami, da se povečuje model za cene, do kelo, še to ga razumemo, kaj pa pričakujete s trendom? Glede ceni pa sigurno bo kratkim ta sprememba, ker ko bo večja ponudba novogradnje, sigurno se bo tudi tukaj oblikovano. Na tem trenutku sigurno so te, ki pač imajo zgrajeno, pa ki imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki lahko prodajajo nepremičnino v prednosti. Tudi do 1.6. v bistvu, ki bojo zdaj vložili pridobljeno gradbeno dovoljenje in ki bojo imeli v drugem poletju vse pogoje za prodajo, bo tudi veliki prednosti. Doktor, naprimer, po 1.6. tisti, ki bojo vlagali, bojo pa že v bistvu v slabši prednosti proti ostalim. Zakaj? Zato, ker pač v bistvu te nepremičnine lahko ta trenutek prodajajo. Po 1.6. tisti, ki bojo vlagali, bojo še takrat obravnavali njihove vloge, ne? In to se pričakuje, da bo šele proti koncu leta bo dobil pravnomočno gradbeno dovoljenje. S tem bojo pa še drugi prodajali marsikaj. Več bojo prodajali. Prednosti bojo. S tem se bojo oblikovali nove v bistvu cene in na novogradnjah in na rabljenih nepremičnin. S tem, ki bojo več novogradnje, v bistvu več nepremičnin za prodajo, bo tudi v bistvu več rabljenih nepremičnin za prodajo. Zdaj, na primer, tam tukaj pod Ljubljanskim gričem, v bistvu pod Gradom, pod Golovcem pričakujemo 100 stanovanj v novogradnji. Pri Trnovski pravi 18 stanovanj novogradnje. S tem se že v bistvu ne neka konkurenca in se gleda v bistvu ponudba novogradnje. Seveda, to vse odvisno lokacije, pričakujemo še šumi, ki pride še van, pa upam, do Tivoli čim prej, ne. Ampak to so pa druge nepremičnine, tako da vsaka nepremičnina od lokacije pa od same zgodbe je odvisna tudi cena. Za koga je namenjena ta nepremičnina? Pričakujete v splošno nepremičnino, kako stavljate in današnja cena? Seveda to pričakujemo, se to v bistvu se na 2 leti bo popolnoma izoblikovano. Na letošnjem letu bojo, odvisno od te ponudbe, kakšne so mi vseh teh nepremičnin, nažalost, ne poznamo, kateri se bojo gradili, ne. Vsekakor tiste, ki so bližje centru, bojo višje cene, kot na primer izvan, jaz sem te nepremičnin, ki so zdaj omenil, pod Ljubljanskim gradom, pod Golovcem, pri Trnovskih vratih, gradijo se pa tudi v Šiški, za Bežigradom, so popolnoma druge cene, ki bojo nižje od teh cen, ki se ta trenutek prodajajo. To pričakuje nekaj bolj 3000 evrov kvadratne metra. Tudi na ovoznica. Prosim, ja. Koliko se znatno pričakujete, da ne bi spletno ukradli, pa še v letošnjem letu, pa pol prihodnje leto, najbolj imate dober pregled? Ta trenutek pričakujemo med 500, mislim, do novega leta, do okoli 500 nepremičnin.
tudi naprimer so večji kompleksi, kot naprimer 200 stanovanj stran Celovških vrat, ne, Celovška vrata. Ki je bil ta hotel, ki je pač v bistvu, ki so mislili hotel graditi tam kot 200 vrat. Celovški dvori, pardon, ker se čujem, Celovški dvori, ne. Tam bo 200 stanovanj. Cirka 200 stanovanj. Ampak od teh 500, ko pravite, da pride do konca leta na trg, je že kar nekaj najbolj rezerviranih zidovnih. Ne, ni, naprimer teh absolutno ne, naprimer veliko je bilo pridobljeno gradbenih dovoljenj in lastniki investitorji ne želijo, da se karkoli oglašava glede teh nepremičnin, tako da so, tako kot sem rekel, da pod Ljubljanskim gradom, pod Golovcem so to popolnoma nove nepremičnine, katerih bo 100. Tako da teh ni v objavi, to so čisto popolnoma v prodaji, ne. Tudi Podsnovska vrata, ki so se normalno bojo prodali čez eno leto, ne čez en mesec oziroma 2 meseca. To pri Celovških dvorih, to je tam, kaj je bil mišljen ta hotel, ja. Hotel. Pa še od zadnje tudi še. Naprimer, sam za hotel, tam na isti lokaciji, ki hotel je cirka 200 kvadratnih metrov, to je kupil, ne 200 stanovanj, to je kupil gospodarstvo. Lejte, če kupec ni prepričan, da ima nepremičnino, katero si ta trenutek želi, no svetujem, da počaka. Ker v roku pol leta ali so v prodaji, ali bo pa nepremičnine na nek način oglašovane, predstavljene, obveščali bojo, pa če v bistvu katere nepremičnine pride na novo na trg. Tudi, če nimajo pridobljenega gradbenega dovoljenja, sigurno se bo vedel, kdaj se bojo, kdaj bo pridobljena in kdaj se bojo gradili. Tako da zdaj v bistvu čas tek časa glede novo gradnje. Kakšen je pa trend na področju prodaje pa najemanja poslovnih prostorov? Tu pa ni velike spremembe, tako da dejansko še zmer poslovni prostori se naprimer, seveda, veliko se kupuje v centru metra Ljubljane, ki se točno ve, da so dobra, odlična naložba, ne glede od tega, da se to naprej oddaja, ne. To pa naprimer za trgovine, centri ali pa shoppingi, ne, govorimo 500 kvadratnih metrov, oni pa ne kupujejo, v bistvu lastniki kupujejo za njih, ne, ampak tukaj ni velike spremembe. Zato, ker se pač enostavno pravne osebe se ne želijo vezati na lokacijo, ampak v bistvu na posel in pač v bistvu posel, potem se tudi odvisno kakšnega imajo, kakšen trend je, se selijo. Sam jaz imam občutek, da je veliko poslovnih prostorov v Ljubljani praznih. Niti ne, zdaj imamo ta trenutek, imamo popraševanje po 2000 kvadratnih metrov, naprimer, želijo lepše prostore, ne. V bistvu dejansko, naprimer, da je trend v bistvu v lepših, boljših prostorih, ne. Te prostori, ki so naprimer v centru mesta Ljubljane, ni nobenega parkirišča, v bistvu zelo slaba parkirna mesta, to so nepremičnine, ki so stare 40 let, niso obnovljene, niso v tem novem standardih, ne. Če gledam pa ostala nepremičnine, koliko so Stegne, pa te industrijske cone pa niso najbolj zaželjene. Tako da, iskreno, ni teh, kako bi rekel, lepih novogradenj, pisarniških, ki v bistvu je trend in zahteve potem. Je pa res, da tudi mi nimamo, ne vem, kako bi rekel, toliko močno gospodarstvo, da privabimo druge tuja podjetje, ki bi najemali po 2000 pa 2000 kvadratnih metrov, da bi bil tukaj kot en izziv poslovnih. To je največji problem. Je še kakšno vprašanje? Kako se trdite, kot je Airbnb vplival na te nepremičnine? To je odlična stvar, ne? Kar se tiče Airbnb, jaz sem zelo pozitivno, jaz tukaj edino stvar, ki vidim, da pač v bistvu država bi tukaj več naredila okoli tega, ne? Sploh pa pri najemu, ne? Pri najemu, naprimer, stvar, katero jaz tukaj vidim kot eno priložnost, naprimer, če pogledam samo, da nepremičnine 30% gospodarstva poganja. Kar pomeni, vse, kar se tiče nepremičnine, 30% se gospodarstvo vse veže na ni samo gradnje nepremičnine, ampak tudi vse ostalo, od vse, kar pač nepremičnino otvori, od luči do pohištva, vsega ostalega, je cirka 30% je poganja gospodarstva. Ne. In če tega Airbnb imamo več, in če v bistvu imamo več, ki kupujejo nepremičnine zaradi tega, da pač v bistvu oddajajo nepremičnine, se tudi kvaliteta za oddajo se pač v bistvu povečala. Jaz, naprimer, če gledam v zadnjem času, v zadnjih 2-3 letih, naprimer, te
ki oddajajo nepremičnine, imajo dosti bolj kvalitetne nepremičnine, katere se oddajajo. Vse so bili za študente ali pa za koga drugega, ne, pa je za njih je dobro. Ne. Ampak ta trenutek opažam, da v bistvu isto nepremičnino hkrati oddajajo za študenta in čez poletje oddajajo za kratkoročno oddajo. Kar pomeni, da takrat mora biti nepremičnina v dobrem stanju. Kar pomeni tudi takrat, ko pač v bistvu kupijo in na namen za naložbo, in takrat v redu naredijo pravzaprav kvalitetno je opremijo. Kar se tiče, da še to povem, kar se tiče oddaje, jaz tukaj vidim eno priložnost, ki bi pač v bistvu dejansko lahko Slovenija dosti več naredila, pravzaprav prepoznala, je to, da pač v bistvu najemodajalci niso tako zaščiteni, ki bi lahko dosti bili zaščiteni, hkrati pa tudi te z Airbnb, ki pač kupujejo in, kako bi rekel, imajo željo po oddaji oziroma kot naložbi, ne, po moje bi mogla biti obrestna, mislim ne, davek nižji. Ker če vi daste, na primer, če 25%, če vi daste v nekomu, da to zadevo upravlja, ne, pomeni, da ne sami upravljate, da ena družba upravlja in da so sami svoj fi in da pač vi stanovanje potrebujete, da je vedno v dobri kondiciji oziroma da je dobro opremljeno, potem za tistega, ki pač se sam s tem ne ukvarja, zelo malo ostane v zaslužka. Če bi to... Kako? Cene dosti više, kot pri pač nekem dolgoročnem najemu. Res je, sami imamo tudi primere, katere so stranke ravno zaradi tega, ker so se sami s tem ukvarjali, niso imeli pa podjetja, ki bi se za njega to za njih podiral, so se potem tudi odločili za daljše obdobje, za dolgoročno. Zakaj? Ker potrebno vsak dan. V bistvu problem je v Ljubljani to, da je traja dan do dva, v bistvu, če nekdo pride dolgoročno, mislim, da najemajo za en dan ali pa za dva dni, niso za en teden ali pa za 14 dni. In vsak drug dan je potrebno nekoga počakati, pa so 3 zjutraj, ob 12, ob 5 popoldne, so sobota, nedelja, vsak bi potrebno na novo opremiti in se počititi. In je nekoga to že preveč stresno. Koliko nepremičnin pa je po vaši oceni, koliko se je prodaja čez 5 let? Nažalost, tega podatka. Ugotavljam, da pač v bistvu da te nepremičnine, ki se dajo prek Airbnb-a, niso bili v dolgoročni oddaji prej. Vsaj 60-70% teh nepremičnin ni bilo prej v dolgoročni oddaji.